V mladi občini Šentrupert so plaketo Zlati kamen 2012 za drugo mesto dobili zaradi izjemnega razvojnega preboja, katerega ozadje je dobra razvojna strategija. Občina pa ima tudi največ novih priseljencev na 1000 prebivalcev v državi. Mislim, da mi ni treba razlagati, da to je izjemen uspeh. Občina Šentrupert je mlada občina, pravzaprav delamo šele 5 let. Moram reči, da je zame to totalna zmaga in da sem izredno ponosen tudi na svoj tim, s katerim smo pač v teh 5 letih uspeli pripričati s svojim razmišljanjem in z našimi projekti to strokovno žirijo, da nas je uvrstila tako visoko. Zlati kamen so letos podelili sploh prvič, dobila pa ga je občina Idrija, nekoč rudarska, nato industrijska, danes pa razvita postindustrijska občina. En težk kamen ste mi naložili, nisem ga pričakoval, vendar sem kar malo presenečen in ko sem izvedel, da smo v tem možnem zboru, sem se kar malo ustrašil. V Idriji smo se zmeraj bali nagrad takšnih ali drugačnih, kar pa je že kakšne hudice najdu, da je slab šlo. Je v hudomušnem tonu vesel, da so jih med vsemi občinami prepoznali, nagrado prejel idrijski župan Bojan Sever. Med 12 najboljših občin, prvih 6 je dobilo plaketo, sta se uvrstili tudi občini Krško in Šmarješke Toplice. Projekt Zlati kamen sicer želi izpostaviti primere dobrih praks, ki so lahko zgled ostalim. Ključ tega projekta je vzpodbujati razvoj dobre prakse na področju razvoja občin. Verjamemo, da to lahko naredimo na pozitiven način. Opažamo že prve vplive, občine so se začele med sabo primerjati in tiste, ki so seveda na vrhu, so lahko ta hip sicer vesele, tiste, ki so malo stran od vrha, seveda so pa začele tudi bolj pospešeno delati in razmišljati o razvojnih projektih in to je bil tudi cilj. Slovesno podelitev je spremljala tudi konferenca, na kateri so poleg primerov dobrih praks izpostavili tudi pomen medijev pri spodbujanju lokalnega razvoja. Na okrogli mizi je med drugim razpravljala tudi direktorica in odgovorna urednica televizije Vaš kanal, ki je tudi medijski partner projekta, Irena Vide.